apostol, ki ga danes tudi se spominjamo in prazujemo njegov bod, je bil izreden poznanevalec Kristusa. Verjetno bi lahko bil eden izmed tistih dveh učencev, ki sta šla v Emaus na veliko noč. To so samo predvidevanja, ker za enega imamo ime Kleopa, za drugega pa ne. Možno, da je Marko opisal ta dogodek po lastnem doživetju, vendar sebe ni imenoval, tako kot nikoli ne imenuje sebe evangelist Janez, ampak zmeraj zapiše učenec, ki ga je Gospod ljubil. Znano pa je, da je Marko bil na začetku tolmač in tudi spremljevalec apostola Petra, ker zelo verjetno apostol Peter ni znal nobenega drugega jezika, kakor domačega, to pomeni aramejsko. In je bil ob njem Marko, ki je prevajal, razlagal, bi rekli, pridige nagovore, ki jih je imel Peter, posebno za tiste ljudi, ki so prihajali iz drugih krajev. In medtem je verjetno Marko začutil, kako pomembno bi bilo, da to, kar ljudje slišijo, tudi ostane zapisano. Ne vemo točno, verjetno šele po tem, ko je od Petra začel spremljati še apostola Pavla in poslušal govore od apostola Pavla, je morda šele kasneje Marko se odločil, da to besedo zapiše. In tako je začel ali nastal evangelij, ki mu rečemo evangelij po Marku. Je sicer najkrajši zapis v Svetem pismu, pa tudi prvi, to pomeni najstarejši. In na koncu je Marko kot apostol deloval na severu Egipta, v Aleksandriji, med takratnimi prebivalci Egipta, Egipčani. Zanimivo pa je to. Marko ni bil tisti Jezusov apostol, ki bi bil izbran v skupnost 12-terih. Vendar se je z njimi srečeval. Prevzel je od njih, lahko bi rekli, veselo oznanilo odrešenja in to je širil naprej. Veste, da smo na podobnem mestu tudi mi. Nismo izbrani v tisto skupnost 12 apostolov, ampak smo od njih slišali preko Božje besede, zato da oblikujemo svoje življenje in da potem stopimo v svet tam, kjer živimo. In evangelist Marko je dobil tudi ime apostol. Ime apostol pa pomeni tisti, ki je poslan. Poslan je pa lahko samo tisti, ki nekaj ve. Kaj bi govoril, če nič ne vem? In apostol je tisti, ki ve, ki je priča glavnega dogodka, glavni dogodek je pa vstajenje. In tisti, ki ve, ki je priča, je poslan, da lahko to sporoči drugim. In na tak način smo tudi mi poklicani, da bi bili na nek način apostoli. Preko Božje besede sprejmemo resnico in to, kar je najpomembnejše, da je naše življenje zaznamovano z večnostjo, to lahko posredujemo drugim ljudem. In prav v tem vidim, kako veliko poslanstvo in nam kristjanom zaupamo, da bi ali za zgledom, včasih tudi z besedo, lahko stopali na pot, ki je lahko pot kot apostolska, to pomeni oznanjevalna. Naj nam pri tem tudi pomaga
apostol Marko, evangelist in naši nebeški zavetniki. Brati in sestre, razniki apostolov in evangelistov v nas vnimajo posebno ljubezen do Božje besede. Prosimo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Mark je zapustil dom in domovino, da bi oznanil Božjo besedo. Naj tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost. Zvesto je poslušal oznanjevanje svetega Petra. Naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo, da razliši nas. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo evangelij. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja. Prosimo, da razliši nas. Neotrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo. Oznanjujte evangelij vsem ustvarstvu. Naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besednim izgledom. Prosimo, da razliši nas. Njegov god so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja. Naj tudi v vsak dan bolj rasti zaupanje v noč molitve. Prosimo, da razliši nas. Večni Bog, svojo nedomljivo skrivnost si nam razodel v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši naše prošnje, da ti bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali, ljubili in prišli v tvojo slavo po Kristusu našem Gospodu.